Otroci v 3. razredu so stari približno 8 let. Letos so vprašanja temeljila na besedilu Kralj in sinovi. Videli bomo eno od nalog, povprečje pa je bilo pri 40%, torej nižje od pričakovanj. Kaj so največje šibkosti? Najprej je treba vedeti, da pričakovanih 50% ne pomeni ocene 2, tako kot je to v šoli. 50% pomeni, da je preizkus sestavljen tako, da upošteva različne ravni znanja in nam daje neki pripomoček za ugotavljanje, dokot seže znanje najuspešnejših učencev na eni strani in dokot tistih, ki so manj uspešni. Najšibkejše področje se je letos izkazalo področje upoštevanja pravil slovenskega knjižnega jezika. Letos je bilo več nalog takšnih, pri katerih se je preverjala tudi jezikovna ustreznost zapisanega in tukaj so se pokazale največje težave. Kaj pa pisanje besedil? Pisanje besedil je druga največja težava, ko morajo učenci samostojno tvoriti besedilo. Tukaj morajo biti pozorni predvsem na vsebino in to jim še nekako gre. To je ena, denimo, od nalog. Besedilo je bilo dolgo približno stran in pol. Dostopno je seveda tudi na spletu, ljudje si ga lahko gledajo. Otroci morajo torej razporediti dogodke iz tega besedila. Dejali ste, da je bila ta naloga ena od bolje opravljenih. Ja, ta naloga je bila dobro reševana, kar pomeni, da prebrano besedilo učenci razumejo. Potem, ko morajo sami nekaj napisati, pa se pojavijo težave. No, v eni od nalog, denimo, ste jim ponudili več besed, med njimi so tudi besede pohlepen in preračunljiv, tudi ta graf bomo videli, tudi to podobo, pa se sprašujem, komu je namenjena takšna naloga? Verjetno pohlepen in preračunljiv nista besedi, ki jo poznajo številni ali pa večina tretješolcev. Najprej se je treba zavedati, da je ustreznost besedišča, ki ga ima posamezen učenec, eden izmed najpomembnejših pogojev za to, da lahko razvija svojo sporazumevalno zmožnost. Otroci pa so si glede obsega besedišča med seboj zelo različni. Tisti boljši učenci gotovo prepoznajo pomena obeh teh izrazov, ki ste jih vi omenili, kar se je tudi izkazalo pri naših analizah. Tisti najboljši učenci so uspeli pravilno razvozljati odgovore pri tej nalogi, drugi pa ne. In ustreznost besedišča in njegov obseg sta tista, na katerem moramo v šoli veliko delati. Pa tudi doma, ne samo v šoli. Kaj so razlogi? Razlogi so gotovo ti, da učenci niso dovolj prisotni pri tvorjenju zapisanih besedil. Večkrat obkrožujejo, večkrat dopolnjujejo odgovore, velikokrat uporabljajo tudi telefone, pri katerih so sporočila pogovorne narave in nimajo dovolj neposrednih izkušenj s tvorjenjem zapisanih besedil. In to v šoli in doma? V šoli in doma. Kakšne generacije prihajajo iz vrtca v osnovno šolo? Ker konec koncev 3. razred pomeni, ta zaključni test pomeni na nek način prepoznanje, kakšno znanje imajo otroci ob koncu prvega triletja, kaj ne? Ja, različne raziskave so pokazale, da otroci, učenci premalo berejo in da jim premalo berejo tudi starši. Otroci prihajajo iz zelo različno spodbudnih družinskih okolij in šola je tista, ki mora vsem ponuditi enake možnosti in jih spodbujati. Seveda pa je odvisno tudi zanimanje učenca, kako je dovzeten za branje. Ampak že v predšolskem obdobju je treba poskrbeti za to, da se otroku veliko bere, da otrok veliko posluša in da, ko zna sam brati, to dejavnost tudi kontinuirano vsakodnevno izvaja. Ampak teh bralnih dogodkov je že v družinskem okolju premalo, v šoli pa tudi ni dovolj časa, da bi to nadomestili. No, to smo že slišali, dober nasvet za starše, kaj ne? Kaj pa je nasvet ali pa priporočila na osnovi teh rezultatov, letošnjih rezultatov, učiteljem? Gotovo bo treba več delati na jezikovni ozaveščenosti. Učenci ob koncu 3. razreda morajo biti sposobni zapisati vsebinsko in jezikovno pravilno besedilo glede na standarde za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Čisto konkretno, uporabljati morajo malo veliko začetnico, ustrezno morajo uporabljati končna ločila, vejice pri naštevanju in to je nekaj osnovnih stvari in kaže se, da so površni, da niso dovolj zbrani in da sicer te stvari poznajo, da vedo, ampak na preizkusu znanja tega ne pokažejo zaradi nekih okoliščin, ki so tam prisotne.